No tako, načrt je bil od Karlovca do Samobora iti po stari cesti, ampak je v Jastrebarskem bil obvoz čez Plešivico. No in vozim po tem obvozu in potem popolna zapora ceste. No, danes smo na izletu ob slovensko-hrvaški meji, a v Karlovcu in zdaj smo hodili po stari cesti do Samobora, ampak se je tukaj očitno utrgala cesta, kjer je obvoz drugače za Samobor in zdaj eno novo betonirajo. Sem vprašal, kako se pride zdaj do Samobora. Ja, tle naprej boste šli. Aha, okej, ja, kako pa pridemo? Pa počakajte malo. Aha, koliko časa boste porabili? Pa pol ure. Slabo uro kasneje je bila cesta prevozna in nas pripeljala do Samobora. Samobor je satelitsko mesto Zagreba, kar pomeni, da je samostojno mesto, ki pa je gospodarsko, kulturno in prometno odvisno od Zagreba. Nahaja se 20 km zahodno od hrvaške prestolnice in šteje približno 17.000 prebivalcev. Izvor imena ni povsem pojasnjen, po nekaterih navedbah je bil v bližini le borov gozd, zato Samobor. Mesto ima dolgo zgodovino, enako pa tudi stari grad nad mestom. Tole cerkev pa raziščemo na koncu. Na pobočju hriba Tepec so do danes ohranjene ruševine zidov starega gradu in grajske kapele Svete Ane. Grad je leta 1260 dal graditi češki kralj Otokar II. To je bilo v času, ko je bil v vojni s kraljem Ogrske in Hrvaške. Trdnjava je bila grajena na živi skali. Že po nekaj letih so grad prevzele ogrsko-hrvaške sile pod vodstvom kneza Ivana Jaroslava Okića, kateremu so v zahvalo podarili Samobor in pravico pobiranja lokalnih davkov. Te ruševine so zdaj kar precej zapuščene. Nič kaj, niti dosti tabel, niti informacij nobenih. Je pa menda to lokacija, kjer so se snemali številni filmi. In menda je to kraj, kjer naj bi Jackie Chan skoraj izgubil svoje življenje. Skozi stoletja so grad dozidovali, zato je imel precej nepredvidljivo obliko. Za perspektivo. Jaz zdaj stojim na zidu. Stabilno stojim na zidu. To vse je zid. To je bila nekoč ogromna zadeva.
Menjali so se tudi lastniki in tako je v začetku 15. stoletja grad skupaj s trgom pod njim prišel v upravljanje celjskih grofov. Med številnimi najemniki in lastniki so bili tudi Frankopani. Dimnik. To bi lahko bil dimnik, ja. Kuhna. Zadnji prebivalci so grad zapustili konec 18. stoletja, zatem pa je začel propadati v ruševine. Ta molilnica svetega Mihaela stoji tukaj že od 13. stoletja. Tako se sklepa zaradi romanskih oken in stenske poslikave s srednjeveškimi križi. V uradnih zapisih najdemo omembe iz leta 1536. To je bila nekoč župnijska cerkev in ob njej je bilo pokopališče, glavni oltar pa je posvečen svetemu Mihaelu. Je netipičen primer gotske kapele, ki je bila v 17. stoletju barokizirana. Ima ohranjen baročni oltar, poslikava nad angela Mihaela pa je ena najzgodnejših ohranjenih poslikav iz zgodnjega baroka.